Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Kot vidite, smo danes odeti v barve mavrice. Barve sreče, upanja, ljubezni. In takšna bo tudi današnja pravljica, ki jo bom prebrala za vas. Gre za pravljico, ki jo je napisala avtorica Kristina Dija, ilustrirala pa Janja Veher. Gre za eno izmed 5 inspiracijskih pravljic, ki pomagajo zgraditi pozitivno samopodobo. Pravljice, v katerih boste spoznali, da je življenje pravljično, lepo in včasih tudi težko, ampak s pomočjo teh pravljic bodo prebudile upanje. Ja, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo prvi pravljici knjige Medvedek Mavri z naslovom Medvedek Mavri in gosenica. Nekega sončnega jutra se je medvedek Mavri prebudil. Pogledal je skozi okno in zagledal sonček. Jupijej! Danes je moj dan, sončkom obsijan, si je zapel. Odšel je v medvedjo kuhinjo, pojedel medvedji zajtrk in se odpravil na sprehod v čarobni gozd. Skakljal je čez korenine dreves in si prepeval čudovite pesmice. Ogledoval si je metulje, ki so letali iz cvetlice na cvetlico. Nato pa je iz daljave zaslišal glasen jok. Le kdo joče? Verjetno nekdo potrebuje pomoč, je sklepal Mavri. Sledil je zvoku joka in nato na bližnji skali zagledal čisto majceno zeleno gosenico. Gosenica je bila objokana, izgledala je zares žalostno. Previdno pristopi k njej in jo vpraša. Gosenica, zakaj pa jokaš? Tako si želim doseči slastni list na drevesu. Kako bi bila vesela, če bi imela krila, tako kot ti prelepi metulji, ki lahko poletavajo na katerikoli list želijo. Tako pa sem le uboga gosenica, ki lahko doseže samo liste, ki so v bližini. Zelo sem žalostna. Hej, gosenica, pomiri se, saj ti si metulj, ji sočutno odvrne medvedek Mavri. Gosenica ga začudeno pogleda in začne še bolj jokati. Ja, zakaj pa jokaš zdaj, ko sem ti povedal resnico? Je bil začuden Mavri. Nato utrga list, ki se ga je gosenica zaželela in ji ga ponudi. Gosenica se mu zahvali, globoko vzdihne in izdihne, ter se nekoliko pomiri in začne grizljati list. Nato je medvedek Mavri razloži skrivnost, ki mu je pred nedavnim povedala mama. Gosenica, ne bodi žalostna, ker nimaš kril. Veš, čez nekaj časa se boš zabubila, nato iz kokona izstopila kot metulj ter poletela v višave. Lahko boš obletala vse cvetove in drevesa. Čisto zares? Začudeno odvrne gosenica. Seveda, se nasmihne Mavri. Še vsaka gosenica je postala metulj. Gosenica za trenutek preneha grizljati svoj list, se zazre v bližnje metulje in se nasmihne. Hvala, medvedek Mavri, ker si mi to povedal. Nato veselo odleze naprej in si prepeva. Kmalu bom metulj, kmalu bom metulj, jupijej! Čez nekaj časa medvedek na sprehodu zagleda čudovitega metulja z velikimi mavričnimi krili. Obstane in ga občuduje. Wow, kako lepa krila imaš! Pozdravljen, Mavri, mu metulj prileti na ramo. Se me spomniš? Mavriju se je zdel ta glasek zelo znan. Spomnil se je. Si ti morda tista objokana gosenica? Ja, jaz sem. Želim se ti zahvaliti za spodbudne besede. Zdaj vidim, da si imel prav. Zelo sem srečna, ker imam končno krila. Mavrični metulj poleti v višavo in Mavriju prinese prelep rožnat cvet z najvišjega drevesa. Izvoli, tale je zate. Se zahihita in lahkotno odleti dalje. Medvedek Mavri je bil vesel, da je s svojimi besedami opogumil gosenico, ki je zdaj zares postala čarobno lep metulj z velikimi krili.
In ko je mami navdušeno povedal o gosenici, ki je danes prav zares postala veličasten metulj, ga je mama medvedka nežno objela ter mu povedala modrost dneva. Na katerikoli točki v življenju se znajdemo, je to le začasno. Nikoli ne izgubimo upanja. Nekje v prihodnosti bomo postali tisto, kar si v srcu želimo, kakor metulj, ki nastane iz gosenice. Zaupajmo, da nam življenje v vsakem trenutku dostavi tisto, kar najbolj potrebujemo za svojo rast, da nekoč postanemo oseba, ki lahkotno uživa v vsakem trenutku svojega obstoja. Mali medvedek je ob maminih besedah mirno zaspal, ter komaj čakal prihodnji dan v čarobnem gozdu, kjer ga čaka še en nov nauk. Lahko noč, medvedek Mauri. Joj, kako prijetna pravljica, pozitivna, navdušujoča, polna ljubezni, spodbudnih besed, ki jih morda v življenju vse premalokrat izrečemo, pa tudi slišimo. Hvala avtorici Kristini Diji in pa ilustratorki Janji Vehar za tako čudovite pravljice, ki so res nekaj posebnega. In jih včasih potrebujemo tudi odrasli, ne samo otroci. Tako, zdaj bom pa tudi sama kot metuljček odforfotala v nov dan, poln upanja in ljubezni. Tudi vam želim tak dan oziroma večer. Do prihodnjič, se lepo imejte, uživajte življenje in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!